Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš. Lep pozdrav. Začneva s petkom. Petek. Se pravi, petek pride v Belo hišo Zelenski. Se pravi, je prišel pretekli čas. Zeleno-belo. In zgodi se mračno. Zgodi se to, da se Trump in njegov podpredsednik Vance spreta na odprti sceni s predsednikom Ukrajine. Konča se s tem, da ga skoraj dobesedno vržeta ven iz ovalne pisarne. Se ti strinjaš s tem, da je to dogodek, ki bo zaznamoval tretje desetletje 21. stoletja? Ja, vse. Mislim, to, kar... Kaj to spremeni, no? Spremeni to, da Amerika pač, ki jo pooseblja predsednik države, a ne? Ja. In če je to res dolgoročni kurs, ne, spreminja pravila dosedanje ureditve sveta. Za koliko let nazaj? Mislim, katero obdobje se izteka? Izteka se obdobje, ki zaznamuje čas po dveh svetovnih vojnah. Prve svetovne vojne. Pravi, od leta 1945 do 2005 do 2025. Od leta 18. 18. Ja. A veš, kaj se je zgodilo leta 21? Ja, veliko stvari se tako razvilo. Ne, oziroma tam, konc prve svetovne vojne. Ja. Ne? Konc prve svetovne vojne je tedaj neodvisna Ukrajina dobila nemška jamstva v zameno, nemška varnostna jamstva v zameno za izkoriščanje redkih rudnin. Redke rudnine, ne, in so ta nemška varnostna jamstva trajala točno par mesecev. Ne, tako da to je marsikaj, kar je na mizi, ne, se je tako drugače zgodil, ampak ne moramo dvakrat stopiti v isto zgodovino. To je pa tudi res. Lahko. Tako kot ne moreš dvakrat v isto vodo stopiti in isto reko, ne moreš dvakrat stopiti v isto zgodovino. Ne, v farso, pa če greš nekaj, kar se ponavlja kot... Še marksist, mislim. Se on ni samega sebe pobral, se je tudi od Hegla pobral. Tako da jaz sem hegelijanca. Ti si hegelijanc. Ja, ne, pa tudi pred Marksom nimam popolnoma nič. Včasih sem imel, zdaj pa nimam popolnoma nič. Smisel si Kantovc, ne, Kaliningrad. Oboje, ker je natanko to, kar zdaj Trumpu manjka. Manjka mu občutek za tisto, v kantovskem smislu mu manjka občutka za prav pa za narobe. On misli, da je vse transakcija, poslovna transakcija in to taka, da njemu koristi. Veš, jaz sem enkrat bil pri enem gospodu v neki zadevi mehanični in tako naprej, in je zadeva stala nek servis tolkle, ne? Ja. Konkretno takrat 1400 €. Sem rekel, to je pa čisto preveč. In rekel, denar mora iti med ljudi. Sem rekel, Boga, pa ti meni dej, pa ti ga bom jaz nazaj dal, ti si človek, torej bo šel med ljudi. Ne? In Trump ima isto logiko. Dokler k njemu denar prihaja, ne, je to normalen pretok denarja. Če gre pa iz njegovega žepa ven, ne, je pa to revolucija agende. Ne? Ja. In on zdaj to razglaša. On je zdaj rekel, da bo enostavno ukinil državne subvencije vsem šolam, ki niso podprle Izraela. Ne? Skratka, Columbia University, zato ker niso zaščitili judovskih študentov, ne? 50 milijonov €, ne? Na letni ravni, je rekel, da bodo zdaj pobrali. Ne? Danes je imel, oziroma včeraj je imel, nagovor v kongresu, ne? Največji, najpomembnejši govor v kongresu. Ne? Jaz sem to stvar deloma poslušal, potem pa predvsem razprave okrog tega. To je prelomno, no, to, kar on je zdaj spet ponovil, da Amerika definitivno bo okupirala Panamski prekop. Povedal je, da bodo vzeli Grenlandijo, pri Kanadi se ni jasno izrazil in tisto, kar mi je bilo res všeč, je pa dal 25% carine. Ja, veš, kaj obžalujem, ne? Ja. Na Grenlandiji bojo 11. marca volitve. Ja. In a ne bi bilo fino, če bi od srede do srede se odvijali na Grenlandiji. Na Grenlandiji. Takoj greva, ampak bova zamudila. Ja.
Ja. Škoda. Greva nazaj, Zelenski, Bela hiša, ovalna pisarna. Zelenski se že nazaj potegnil, se že upravičuje, ne? Ampak da mu pa klobuk dol za tisto, kar je tam naredil. On je enostavno rekel, ne podpišem, in še zaklev je tako v sočni ruščini, in v brk Vansu, ki je v bistvu Trumpov Grims, ne? Tako kot je Grims Janša, tako je Vance Trumpu, ne? On se je tam napihoval kot neka žaba. Vse standardi so padli in mali Zelenski je imel suverenost, da je najpočnejšemu predsedniku rekel v brk njet. Ne? Se že upravičuje, ker druge izbire nima, ne ga bodo odnesli, ker to je bitka, ki je ne moreš zmagati, ampak pokazal je pa držo. Mislim, je pa dobil neposredno zatem kar odločno podporo, ne bom rekel Evropske unije, ampak evropskih držav, ne? Se pravi in Anglije, Združenega kraljestva, Norveške, dveh evropskih držav, ki nista v uniji, držav unije. Vsi se zase bojijo in to upravičeno. Evropo je Trump podpisal, dejansko je šel na isto tračenco za Putinom, ne? In Putin, kakorkoli njegovo modrost v vojskovanju, lahko nekako celo prepoznamo, ampak ultimativno je on diktator. Ne? In tukaj ne more biti dvoma, to, kar postaja seveda tudi Trump. Ne? Ampak Putin je veren naslednik Stalina, ne? Čeprav z kapitalističnimi sredstvi, manj kot z čistkami, pa tudi čistke mu verjetno ne bi bile tuje. In ne moreš se ti kot v imenu voditelja demokratičnega sveta ali pa demokratičnih držav postaviti v isto linijo, ne, kot je Putin. Ne. To pač ne gre. Ne. Putina, kot rečeno, lahko hvališ v nekih drugih segmentih, definitivno ga pa v razredu demokracije ne moreš hvaliti. Ne. Ampak to potem pomeni, da se je Amerika, ki se je rada predstavljala kot zastavonoša tako imenovanega svobodnega sveta, tej vlogi odpovedala. Ta zastava je padla. Amerika se ni odpovedala, ko v debatah vidiš. Ne? Se pravi, zastava je izobešena v Iwo Jimi. Ne? Ja, je padla. Je padla. Itak je bila takrat nastavljena za fotografske potrebe. Da ja, dobro, to poznava, ne? Ampak predtem, preden je fotografija nastala, se je ta prizor odvil brez fotoobjektiv. Nekako. Menda, ja. Ampak kakorkoli. Pa res, da fotka je pa dobra. Fotka je zelo dobra in Američani imajo še vedno v glavi to sliko, dejansko jo imajo, tudi vidim, kad debate poslušam, sem se zelo veliko časa zdaj to poslušal. In oni imajo idejo, da je še vedno treba balansirati, iskati ravnotežje in celo republikanski, tam je bila ena, ki se piše Stolkin, nekaj podobnega, neka senatorka, ki je rekla, spremembe morajo biti, ampak ne take, kot jih Trump počne, ne? Ker to je pa reckless je rekla, se pravi, to je Trump tone, dobesedno tone, ampak ima pa to moč, da lahko izvaja oblast za 4 leta, jo ima, ne? Ampak mislim, če toneš, pa imaš jedrsko podmornico, ti ni hudega, ne? Ja, točno tako, ne. In Trump je torej to, kako prvič v kongresu se je zgodilo, da je senator vstal sred spiča in sred govora in začel na njega nazaj upitne in mu usklikati. To prvič v zgodovini se je to zgodilo. Včasih so rekli, da moraš spoštovati office, ne, in formo in tako naprej. Natanko to je liberalna demokracija bila pod ameriškim diktatom, pod ameriškim vodstvom, to tudi in evropskim, ne, da je bilo treba institucije spoštovati. Trump je, zdaj bom pa njegov besednjak uporabil, od katerega se že takoj distanciram, on je staro neotesano Teslo. Neotesano Teslo. Ne? Zdaj govoriš o avtomobilih ali... Jaz govorim o govoriš o padcu prodaje avtomobila Tesla v Evropi? On je neomikan človek. Ja. Ne? In to, kar je govoril Sleepy Biden, Old in tako naprej, to je zdaj on. Ne? On je starec, govorim v njegovih terminologiji, jaz se od tega distanciram sam, ne? Ampak on nas zdaj vabi, da gremo v njegovo terminologijo in da ne spoštujemo ničesar več. Ne spoštujemo več funkcije predsednika, ne spoštujemo več ofisa, ne spoštujemo več institucij, ne spoštujemo več manir, ampak si vzamemo besedo, kadar nam paše, in potem žali Bidna za nazaj, tega si ameriški predsedniki niso nikoli prvoščili, tudi ko je enkrat zmagal, je nehal obračunavati. Ne? Ja. On zdaj obračunava, on je imel 1 uro pa najdaljši govor kongresu v zgodovini, v moderni zgodovini so rekli, je bilo rečeno,
In od tega je dober del pluval in uriniral po Bidenu. Ne? Ja. Seveda upravičeno, da ne bo pomoten, tako se ne dela. Ne? Biden je zamočil vse, kar se je zamočil dal, ker če Biden ne bi zamočil, potem v bistvu tak nestvor politično-filozofski govorimo, ne, kot je Trump, ne, sploh ne bi mogel priti na potezo. Ampak ljudje so dejansko hoteli spremembe. Kaj mi je on obljubljal? Dajmo na mizo, ne, pa primerjamo Slovenijo, kaj se bo nam zgodilo. Obljubljal je pocenitev stanovanj, večja dostopnost do stanovanj, pocenitev hrane, govoriš o Golobu ali Trumpu. Ali o Bidenu? Trumpu. Okay, ja. Trump je zdaj zmagal, to sem te dni prav sistematično bral, kaj je bil njegov problem. Nazadnje celo CNN naredil eno zanimivo analizo, kaj je njega prineslo na oblast. Obljuba po housingu, se pravi stanovanja, in obljuba potem, da se zniža draginja na hrano. Kaj je zdaj naredil? Obesil je carine, 25%, in bo dosegel ravno nasprotni učinek, zato ker vsi povedo, da se bodo končne cene obesile spet na potrošnika. Se ne bo država subvencij za to dejala, da bojo ljudje cenejše. Cene se bojo pač dvignile. Ne? In Trump je rekel, na začetku bo bolelo, potem bo pa boljše. Ne? Bomo videli, koliko časa bo on lahko svoje ljudi še prepričeval. Ne, mislim, tudi borza slabo kaže. Ne? Borza se čeprav ne, ni v najni navadi, da bi bila borza merilo. Kriterij. Zanimivo je to, ne, da je borze so fajn zanihale, sink se reče, da so potonile in celo kriptovalute so šle dol. In on je zdaj zagotovil, da bodo zvezne rezerve dali v kriptovalute, ne. Ker on je zdaj najavljal, da bodo kriptovalute nova realnost, tako rekoč, da bodo denar ukinjali pa skoraj, ne. In zlato se bo vse v kriptovalutah odvijalo. Ampak kriptovalute se ta trenutek ne menijo za njegove obljube, ne? Ker so že na 105, 110 recimo, zdaj so pa že na 75 do 85 tisoč evrov. Je pa res, da to je... To vedno niha, ampak odziva se pa praktično dnevno, te trendi se praktično dnevno odzivajo na Trumpove neumnosti. To je tisto, kar najbolj ne maramo, da je ekonomija plašna žival. Ne? Okay, zdaj, Zelenski. Ne, od srede do srede, ampak treba gledati tudi naprej. Ne? Ja. Zdaj, Evropska unija ima, se pravi, jutri v četrtek, ima že neke sestanke, leninsko rečeno, kaj storiti, ne? Kaj storiti, kaj jim polagaš na srce, če jim kaj polagaš na srce. Pouzdaj se vse v svoje kluse, je rekel Ivan Cankar v spisu Kako sem postal socialist, in je citiral pač Srbe. Pouzdaj se vse v svoje kluse. Na Evropski uniji, hvala Bogu, ne ostane drugega kot to, da stavi na se. In da enostavno varnostno se osamosvoji, ustanovi novo organizacijo, ki ni več NATO v smislu pač zavezništva za Združene države Amerike, ampak zavezništvo s pridržki. Ker Evropska unija je resno ogrožena. Na neki točki, kot je postalo očitno, da se bo moral Zelenski pogovarjati s Putinom, se bo Evropska unija tudi morala pogovarjati s Putinom in s Kitajsko in z Indijo in tako naprej, kar že počno. Ampak začasno bi jaz Ameriko odpisal. Začasno govorim. In natanko to je stališče, ki ga je Trudeau rekel, se pravi, kanadski predsednik in pa njegova zunanja ministrica so imeli izjemno dobre in odločna stališča. Izredno dobra. Ampak se umika iz pisarne, to je pa tudi res. Ja, ne vem, če se bo. A se bo? Ja. Glede najavu je, da se bo umaknil, ampak zdaj ga pa tale stvar poživlja. Svežo kri je dobil zagon, on bi bilo zelo nemodro, da bi se zdaj umikal. Zdaj mora jeti v borbo. In to so jasno povedali, za koliko 100 milijard bodo ocarinili Američane in da bodo to naredili skrajno odločno. Mislim, jaz sem gledal njegov obraz, njegovo mimiko in od njegove zunanje ministrice vsaka čast. Oni so se resno uprli, oni ne kažejo nikakršnega strahu pred Trumpom, ker Trump je natanko tip avtokrata, ki se ga ne smeš bati. Zdaj, to, kar se dogaja tudi, je spreminjanje formatov. Ja. Veš, recimo londonski sestank, ki ga je prvi britanski minister sklical, pa bil Macron cenjeni gost, je izpadel tako, da tam ni nihče pogrešal malih evropskih držav, vključno Slovenijo. Tam je šlo za jedrsko bombo. Tisti, ki imajo jedrsko bombo, oziroma tisti, ki so jo sposobni imeti, ali pa tisti, ki imajo divizije, tisti so bili tam
povabljeni k mizi, mali faktori pa pač ne. Slovenija to še ni pogrešala, pač Litva, Latvija, Estonija so bili pa verjetno malo vznemirjeni glede tega. Ampak Angleži, kakor so že obsoletni, Angleži so pravzaprav propadli in z Brexitom, z svojo politiko, vsem so propadli, z svojim imperializmom so propadli, ampak so pa neverjetno izurjena vojska. Imajo tudi atomsko bombo, imajo jedrsko energijo, imajo vse, kar kol hočeš. Francozi tudi imajo. In Francozi tudi imajo. In zato se obnavlja ta vez Anglija in Nemčija pa nima, pa še vlade nima. Že Nemčija je pa vodilno gospodarstvo, in ga je sposobno imeti. Nemčiji ni bilo dovoljeno imeti. Ne pozabiti, da pod prvi in po drugi svetovni vojni je ves svet delal na tem, da Nemčijo razoroži, radikalno za zmeraj. In zdaj je tisto, kar naredila Ursula von der Leyen, je zdaj dobesedno naredila nov načrt oboroževanja Evrope. In Nemčije. Evropa je Nemčija, Evropa. Skratka, zdaj dobesedno kliče k temu, da rabimo novo oboroževanje. Nekaj, kar se ni smel 50 let govoriti, sploh reči na glas, da se nikoli ne bi ponovilo. Merz še prva stvar, ki jo je naredil, je Netanjahu poklical. Kakšna norost pa je to, da najprej Netanjahu pokličeš? Kdo pa je Netanjahu, da njega pokličeš? In da so DM25 prepovedovali obravnavanje sestanke oziroma mitinge, obravnavanje Palestincev v sodelovanju z progresivnimi Judi. Se tam postavi nemška policija in reče njet. To je nekaj neverjetnega. Kaj si rekel njet? Ja, ker si že prej rekel njet za Belo hišo. Prej sem rekel za Zelenskega, to, kar delajo Nemci. Jaz si Nemčije več ne prepoznam. Jaz sem zmeraj trdil, da je to boljša demokracija od ameriške, da preklicujem, ni več, ni šans, da bi to rekel. Zakaj? Ko on reče, da lahko Netanjahu pride v Nemčijo in wannabe predsednik vlade, se pravi nekdo, ki še ni inauguriran, ki še ni sestavil vlade, že Netanjahu ne pokliče in mu reče, da lahko pride in da ga ne bodo aretirali. President elect, ja. A si predstavljaš, da pa sploh ni prezident, on je predsednik vlade. Kancler. Ja. In rečejo, da bo lahko prišel in ga ne bodo aretirali. Skratka, kje pa je tle smisel za pravno državo, ki v Nemčiji vedno obstajal, Ampak na drugi strani je redu pa nekaj dobrega, povedal je, da se je treba postaviti na lastne noge. Mislim, smisel za pravno državo je Nemčiji obstajal, dokler je nehal obstajati. Ja, točno tako. Ja. In od zdaj naprej jaz več Nemčije ne obravnavam kot zgled za vladavino prava. Kolega Markeš, povej mi, kaj so tvoji vzgledi potem? Moj vzgled je papež Frančišek, definitivno, ki bo umrl zdaj v kratkem, žal. Ampak on, kar se tiče temeljnih človekovih pravic in revežev in revščine, preprosto rekel ne. Naredil je velik korak naprej. Naredil je strašen korak naprej in je rekel takole. Jaz sem moralno lahko to povem, realno je moč v rokah drugih, ampak moje stališče je ne in pika. In je Trumpa užalil, tako da ga je začel spominjati, ker je spet res, Trump nima vse narobe, na Vatikanski zid. Če ga imaš ti okrog Vatikana, ga vezati lahko okrog Mehike. Skratka, to so pa zabavni vložki, ampak papež Frančišek je že eden od takih likov. Pol mogoče, ne vem, to, kar je naredila zdaj Norveška, zdaj ne vem, katera imena za tem stojijo, ker so preprosto rekli, Američanom ne damo več goriva v tiste njihove bojne ladje, če ste taki. To, kar je zdaj Trudeau naredil, uživa moje spoštovanje, ta trenutek govorim, ker Trudeau je zmeraj v tiste agende se je spuščal pa tako rekoč zatarjeval, da je že napol ženska, da je on tako rekoč feminist v samem izhodišču in tako naprej, so vsi norca z njega delali in je izgledal, kot da je soft, Zdaj sem ga pa gledal v obraz in je postavil stand zakon in je enostavno rekel, to se ne bo zgodilo. Mi se bomo borili, in cilj tega, kar Trump hoče, je to, da priključijo Kanado za 1 ali 52 državo svojega imperija in to se ne bo zgodilo. In zunanja ministrica isto, vsaka čast, ona je enostavno rekla, mi se bomo borili in mi bomo zmagali. Tako se govori, to vzbuja spoštovanje. Potem, komu bi še rekel, recimo pri Macronu ima zelo, zelo mešano mnenje, ampak zdaj vidi svojih 5 minut, pa se spet nekaj napenja, ampak to je pozitivno, recimo. V Sloveniji, če hočeš, zdaj iščeva zglede, v Sloveniji, ne vem, mogoče nekaj okrog gibanja svobode, mogoče to, kar Keber počne za zdravstvo, to mi vzbuja spoštovanje in tako.
pa že bolj malo ostane, ne vem, ne, mogoče bi moral poznati. Verjetno so častni ljudje tudi v Ameriki, jaz sem prepričan, da obstajajo. Ne. Ampak to, da Trump prvič lahko tako suvereno zmaga in da ta narod proizvede takega, kako ne rečem, trojanskega konja avtokracije, tako rekoč, že, a veš, da mora biti s tem narodom tudi nekaj narobe. Ne? Dober, 20 minut, kolikor klepetava običajno, je minilo. Glede na to, koliko stvari se dogaja, ne bova nobene poteze kuvertirala za naslednji teden, ampak bova sledila vetrovom dogodkov in v to ta veter ujela v jadra naslednje srede. Drži. Hvala lepa. Smo.